Dober dan in dobrodošli, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Tokrat v oddaji, ki jo posvečamo miselnemu športu, ki že stoletja navdušuje svojo kompleksnostjo in predvsem eleganco. Danes bomo govorili o šahu. Šah ni le igra, ampak je trening uma, potrpežljivosti in strategije, za kar pa je potreben izjemen pedagog, šahist in trener. In danes gostimo prav takšnega človeka, z menoj je gospod Hilmija Ahmatović. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, pozdrav vsem gledalcima, poslušalcima, vsem ljubiteljima drevnega šaha. Smešani. Gospod Hilmija, vas že otroci prepoznajo na cesti. Torej, vi ste, lahko rečem, celo, ne da ste samo mož, oče, dedek, ampak ste celo življenje, imate nad glavo besedo šahist. Torej, najprej ste bil šahist, potem ste bil trener. Dejva se vrniti čisto na vaše začetke. To je verjetno že leta nazaj. Kje in kako ste se vi soočili prvič s šahovskimi figurami? Ja, zelo zanimivo, ko sem šel na izpitu za trenera, pedagoga, da lahko delam v šolah, je bilo med delom od 10 strani strokovnega dela, trebalo je napisati eno stran tak bolj kroz prizmo malo humora in da se dotaknemo povezano s šahom. Ne. In jaz sem to napisal takole, da za šah, da sem danes jaz to, kar sem, ne, in sem zelo srečen, da sem to, kar jaz sem, so najbolj zaslužne moje 3 dame. Moja prva dama je moja mama. Ko je me rodila, prinesla na svet, naredila je vse, da postanem človek. In hvala je. Moja druga dama je moja žena, ko mi je celo življenje stala v strani. Ona ne zna šah igrati, ampak zmeraj je podprla moje dejanje in moj napor in bez tega danes gotovo ni. In prinesla na svet mojo tretjo damo Mirelu, koja je zaradi svojih uspeha in doživetja njene uspehe, to ne bi dal za ništa na svetu. Ne. Ampak kaj je pomembno vsem v tem? Moja mama, ko sem prišel v rosna leta, zakaj se je navedel kot primer? Ko sem prišel v rosna leta v šahu, ni bilo šahov na svakem vogalu kot danes. Jaz sem do prvog šaha prišel tako, da sem figure naredil sam, iz lesa. Lokalni mizar mi je shoblo neke 2 deske po pol šahovnice, to smo dala skupaj in sem pripeljal sošolca, ko me tudi naučil, da igram šah, da igramo kakšno partijo. Mama je stopila iz zunajnega prostora noter in rekla, čigavo je to? Sem rekel, moje. Zagrabila in porinila v peč. Aha. Vsem od tem je najvažnije to, ko mi je mama zažgala šah, da nisem obupal. To sem napisal tam. Aha. Ampak od 52 kandidatov, edino so moje prebrali. Ampak sem iskal pojasnilo. Ja, imam krasno mamo, še živa, 91 let stara. Ona ni vedela, kam to pele. Foter je delal v Švici, nas je bilo, pol so se še rodila, v glavno vse skupaj 7 otrok. In res nas je sve odgojila tako, da nikoli za nobenega se ne ve. Pa zakaj vam je to vrgla v peč? Ni vedela, kam to pela. Enostavno trebalo neki, kaj jaz vem, neke poslo baviti v štali, na njivi in tako naprej, in tako naprej. On glavno ni mislila, Hilmija, to je kar nekaj. Da je to nekaj kockarskega, ali kaj pa vem, ne, v glavnom. Hilmija, in vi ste najprej bil šahist potem? Potem sem začel igrati, res sem igral ta ljubiteljski šah, kako doma, dol, sem iz Srbije, iz onega konca čist na tromeju Srbije, Črne Gore in Kosova. Prišel sem popolnoma slučajno v Sloveniji. Igral sem ta ljubiteljski šah brez ikakve preznanja literature. Ampak sem igral dosti solidno. Ampak imel sem srečo, da prvo sem prišel v Slovenijo. Ne. To mi je, mislim, neka božja pot ali usoda. In mi je zmeri bilo lepo. V prvem letu, jaz sem prišel 78. leta, so igrane športne gradbene igre v Krškem. Krško je bil organizator, Pionir je bil tehnični izvajalec in jaz sem se kot takav šahist prijavil na to tekmovanje in sem bil prvak
na gradbenim športnim igrama v Leskovcu. To je bilo za mene... Ste sami sebi dokazal. Ne, in to je bil vrh, in to je bila neka popotnica. V Pioniru so me tako lepo sprejeli, prvo deljenje stanova, takrat je bil ta sistem. Je to nekako bila neka tehnica, da sem bil v prvi vrsti med enakima, sem dobil enega sonjeru. Krasno, čudovito. Ne. Potem sem pa šel v Celozi, isto zbog šaha, so hoteli imeti ekipo in tam sem isto, takoj smo bili dobri, smo bili 5-krat slovenski prvaki, ekipni predtem ni šlo kar tako. Pa smo bili na 4 papirjade Jugoslavije, na 3 papirjade smo odnesli kolajne, mislim, v Banjaluci bili drugi, na Paliću tretji, v Loznici drugi. Ko sem prišel iz Loznice, me je povabil direktor Celoze na kosilo in tu je ena zgodbica še vzadi, ne bi je... Lahko bi govorila 2 dni, ne? Ja. Ne? In potem sem pa med pogovorom je ugotovil, da imam 2 otroke, da živim v Garsonjeri in tako je poklical dol kadrovsko in ljudi, ki so za to zadolženi in so mi dodelili stanovanje 82 kvadratov gor na Resi. Tako da mi je šah bil. Po drugi strani pa sem se čutil nekako obveznim, da dam toj sredini. Tako da je ta sredina meni dala ogromno, da sem toj sredini tudi ogromno. Obenem, da ne pozabim, kad smo že pri tem, bi se res zdaj zahvalil svim staršim, ko so mi zaupali svoje otroke, jer to je nešto što je njima najbolj dragoceno. I tu ni niti 0,0 šanse da to zaupanje zaupam, da skurim, da uničim. Hvaležan staršim, hvaležan sam državi i ureditvi sistemu, da je dovolilo men, svim ravnateljima, to sodelovanje je ogromno pomembno i ključnoga. Drugače ne bi bio danas tukaj sigurno, brez svih tih ljudi. Ne. Ni to samo moja zasluga, to priznanje Olimpijskog komiteta Slovenije, nego priznanje svih ljudi, koji su okrog mene, tudi šahovskih kolega. Ne. Trenutno pa delujete kje? Torej po osnovnih šolah še vedno poučujete šah? Ja, jaz sem od 2007. leta ne delam več, upokojen sem in imam tisto licenco šahovskog trenera, mislim, da delam solidno dobro. Delal sem v 5 šolah prej, polje pa ministrstvo za šolski šport to nekako prekrižalo, da šole to ne plačajo, da je to padlo sve na klube. Zdaj smo pa bolj fokusirani na klubsko delo, medtem je isto data možnost staršim, kdo želi otroke dati v šahu, da preko šola. Delam v osnovni šoli Jurij Dalmatin, v osnovni šoli Leskovec in Podrožnica Podlo. Če se nekdo odloči, da svojega otroka vpiše v šah ali se pač otrok pokaže zanimanja za to, vas lahko kontaktira kadarkoli čez leto ali kako? Kadarkoli, nobenega problema, z veseljem. Potem bi še pozval, dobesedno bi pozval sve starše, čigavi otroci imajo rahle težave. Ni važno, da je to sluh, govorice, govorne mane, da su to autizam. Naj se kar na mene obrnejo, mislim, da jim nikoli ne bo žal. Jaz sem v svoji karijeri sigurno 6-7 otrok pomogel, usmerio, da so to danas izjemni študenti, ali su pa celo končali fakultet izobrazbe, uspešni športniki i uspešni ljudi. Pri nekaterim se pa tudi pokazalo, da je tudi na podlagi zdravstva, imel sem en primer, da en otrok je bil med ostalim pred sama vrata Rostoharove šole, Mihajla Rostohara. Takrat jaz nisem niti vedel, ta šola zelo dobro dela, nisem niti vedel, kakvu vlogu igra in tako da sem šel takoj pomagati, da otrok ne bi šel tamo. In sem se zavzel prek ravnateljice, tega je dolg nazaj, otrok ni šel tam.
pol je prišel k meni, isto leto je bil občinski področni prvak 5 v državi in naslednje leto šel na Evropsko prvenstvo, se slikal s Kasparovim. Potem so tega otroka peljali na dodatne preglede. Jaz sem rekel, sem prvi bil, ko sem rekel, da on ni totalno, da on ni gluh, da on sliši, koliko ja nisem, nažalost nisem v zdravstvu. In so našli strokovnjaka, da je res ugotovo, da fant sliši, ne sliši jasno, so ga operirali in danes je to jedan zelo uspešen fant na fakultetu. Tako da mi je to. No, tole se mi zdi zelo zanimivo, recimo, ne, vi imate za seboj že ogromno število otrok, s katerimi ste sodelovali, torej šah je tudi paraolimpijski šport. Kako se vi kot mentor sporazumevate z osebo, recimo, ki je gluha? Ali pa pri šahu rabiš to mirnost, rabiš koncentracijo? Kako lahko vključite otroke, ki imajo mogoče težavo z ADHD-jem, ki ne morejo biti pri miru? Glejte, čisto enostavno. Jaz osebno mislim, da je svet do ljudi. Ne. Vi imate ljudi, ki v raznim panogama delajo, naprimer recimo šolstvo. Ne. Imate pedagoga, pa makar je sam predmet puno teži, otroci rad grejo. Zato, ko je pedagog prilagodljiv in prepriča otroka, da je tukaj za njegovo dobro. Imate lahke predmete, pa noče je tamo, ne, recimo. Ne. In, tukaj jaz osebno mislim, da svi otroci, ko ti prvi kontakt s njima narediš, da on mora biti prijazen, da ti on zaupa. Ko ti otrok zaupa, pol bi lahko vsaku težavo obvladal. Vse sem imel primere. Imel sem primere, bolj da ne razlagam, da ne bi nekoga užalo. In od takega otroka sem jaz naredil, mislim, ne jaz, z božjo pomoči, po ostale sredine, pa so vključili starši in ljudje okrog šole, bilo kam, glavno. Ti otroci so zelo, zelo uspešno nadaljevali, za neprepoznati. Imam pa še eno vprašanje, dostkrat slišim, takole med ostalimi, če so otroci v kakšnem športu, ne vem, se veste, kako starši pričakujejo otroka vedno več, tudi če sami niso v športu, skozi neka dokazovanja, cilje, nagrade. In sem že zasledila v enem drugem športu, če ti pa to ne gre, te bom pa vpisal v šah. Ne? In to se mi je zdelo tako malo slabševalne. Mene zdaj zanima, med ljudmi se nekako poraja vprašanje, kaj ima šah sploh veze s športom. In ljudje mislijo, da pri športu ne potrebuješ ogrevanja, kondicije. Torej, kaj ti šah potem da? Jako, zelo pravo vprašanje je. Jer šah, imel sem srečo, da sem bil na velikim predavanjem. Garry Kasparov, recimo, ko je znan vsem ljudem, ko smo se šaha dotaknili. Bil sem dvakrat na njegovim predavanjem, enkrat v Zagrebu, enkrat v Mariboru, gdje so res ono vrh svega. Ne. In tudi imam v klubu že gotovo izbledelo od kopija, pa bomo ga še enkrat, bom prosil dekleta, s katerim delam, moram jih pohvaliti, res so pridna. In da to pretipkamo še enkrat lepo v slovenščini, pa ponovo da potalamo. Šah razvija numeričnost. Razvija alternativna razmišljanja, načrtovanje, predvidevanje, ustrajnost, zicleder. Fakultete končajo ustrajni. Ni dovolj samo, da končaš osnovno šolo s petkama, ovako ali onako, verjetno mi imamo dober šolski sistem, to sem si trdo prepričan, jaz sem vsak dan v šolah, tako da to dobro poznam. Ampak, če ni ustrajan, velikih rezultatov ne bo. Ne. Znači, tu je šah absolutno v prednosti, osebno mislim. Tudi te študije so dokazale, da je šah, Kasparova v mnenje je skazano, da prek študija dokazano 18% šah nosi, recimo za otroke od 4. leta, pa sve do 11 let starosti, ključno do 7 je ključno, pol pa malo zmanjši, 18% šah, 4% numeričnost, pol pa dol sve niže. Zato, ko sem to rekel, razvija. Recimo, jaz sem dobil enega otroka, ko ima avtizem, po 5 mesecev zdaj noben ne ve, da on ima avtizem. Ne. Isto leto je bil šolski prvak v svoji starostni skupini, državni šolski prvak v svoji starostni skupini.
In sad noben ne ve, da on ima to težavo, ne. Jer više mu noben ga ne moti, ne. On se nauči te družavnosti, razvije tole, hoče biti od nekoga boljši, ne rabi ga pritiskati ali bog ne daj teps ali ne vem koga sovražiti, nego hoče na plošči biti boljši, ne. Se pravi, mi da so zdaj prišla do zaključka, da šah je šport. Zbog tekmovanja itak, ne, zbog sistema tekmovalnosti. Kako pa potekajo ure šaha pri vas? Je skupinsko ali tudi individualno? Večinoma skupinsko, zato ko nimamo toliko delovnih, nemamo toliko trenerjev, tudi nekaj individualno, recimo Bruno Glas dela individualno, imamo še nekih, Štajner, ko ima časa, tudi dela individualno po najboljšim istaknutim mladincima iz našega kluba, drugače pa delajo skupinsko. To sem se pa naučil, mi smo imeli srečo v bogatoj zgodovini kluba, da kroz naš klub so prošli mnogi vrhunski strokovnjaki. Med njima je bil tudi Oleg Muzičuk, foter Marije in Ane, obe so bile svetovne prvakinje, Ana je v hitropotezni disciplina, Marija pa v standardnem šahu. In jaz sem ga najel 2krat po 10 dni v Krškem, da dela z našim otroci. V biti, cilj mi je bil, da vidim, kaj on dela, ne. Od njega sem se pa naučil, da istočasno pri meni lahko dela 6, 8, 10, 12, včasih 16 otroki, da noben ne trpi, zato ko je on slabši od njega. V tom prilikom vabim svakoga ljubitelja šaha, ni važno, staršega, dedeka, babicu, da pride v klubu, ne bo moto, da lahko prisustvuje predavanju svakog mog treninga. Jaz delam torek, sreda, četrtek. Kad god da pride od 5. do 6. ure me bo našel tam, do 7. v biti, ampak bolj zadnjo uro igrajo temo in da vidijo, da se prepričajo, koliko je to strokovno delo. Danes imamo srečo, da je šah na računalniki, preko elektronskih tih, od telefona do računa prek programov, vi lahko delate na najvišji možni ravni, jer vam računalnik jako lepo asistiri pomaga. Koliko se pa vi poslužujete te tehnologije? Ja, zelo, zelo veliko. Pripravim se na svaki trening, mene plačajo, sem zadovoljen, plačajo jih starši, participirajo in zelo dobro. Jaz nimam nobenih težav, nikoli nisem prišel v sukobu sa staršem. V 40 let gotovo. Tu in tamo ima kakvi starši, da hoče preko noči, da mu sin bude, ne znam ti. Ampak to enostavno ne gre. Ja. To treba neki, ne vem, drugi, da ga trenirajo. Ampak to so take, hitro se prepričajo, rezultati so tu, da ne rabim se nobenem dokazati. No, jaz pa pravim, ne, da mi lajki amaterji tega ne vidimo. Jaz osebno zdaj tukaj za mizo vidim, da res o šahu govorite s posebnim žarom v očeh, ampak vaše delo dobro delo so potrdili tudi strokovnjaki. In vam moram v tem trenutku iskreno čestitati za prejeto prestižno srebrno plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, za izjemno dolgoletno delo in prispevek k šahu. Pa me zanima, kaj vam pomeni to priznanje ali vsa ostala priznanja? Spet rečem, imam srečo, res iskreno da vam povem, jaz tega priznanja nisem pričakoval. In nekako živim, da sem zmeraj zadovoljen s tistim, ko imam, da nimam nekih sanj za nobeno stvar. Imam srečo, da živim v sistemu, v deželi, katera zna vrednotiti delo posameznika, posebej na tih nižjih. Recimo, prvo bi to rekel malo v preskok, se upravičujem poslušalcem, ko je gospod Miro Cerar bil na tem slovesnem podelitvi, med ostalim je rekel tole, što sem se najdel v tem. Ko so ga vprašali na Olimpijskem mednarodnem komiteju, kako to, da Slovenija je ena tako mala zemlja, mala dežela, ima take vrhunske rezultate in take športnike, kot so
Dončić, kolesarji, ona poznava takih, da v svetu dela čudeže, ne. On je rekel, da se malo zaštudiral, pa je hiter naš odgovor. Je rekel, mi imamo srečo za razliko od drugih, da imamo male ljudi, ko ne gledajo niti na čas, niti na denar, navdušijo mlade športnike v posameznih panogah in pol iz tega se lahko dela dodatna vrednost, ne. In mislim, da je to neki smisel tega, kad so priznanja v vprašanju, jaz sem res imel srečo, da sem velikokrat bil nagrajen. To priznanje mi pomeni ogromno, laska mi neče, da... In tudi ni prišlo čez noč? Ne, nisem pričakoval, ampak če ne bi bilo Bruna Glasa, tega ne bi bilo, to takoj da povemo, da ne bi bilo njegovih rezultatov. Sad, koliko sem ja tu zaslužen, to najbolj Bog zve in usoda je hotela, da sem jaz pomogel njemu od meni. V glavnem sem dobil ogromno priznanj, prvo sem recimo, kad smo kod Bruna Glasa, on je svetovni mladinski, absolutni svetovni mladinski prvak. Z njim pa sodelujete koliko časa? Od prvega njegovega dne, jaz sem ga upeljal v šah, prvega razreda, ne. Fant je pa star sedaj? 16 let. On je svetovni mladinski absolutni prvak v hitropoteznem šahu in svetovni podprvak v standardnem šahu. Samo en poraz je doživel na ta dva prvenstva in res je fantastično. Prvo smo bili povabljeni od Paraolimpijskog komiteja Slovenije in smo tam dobila čudovita priznanja, statue, take lepe. Jaz kot njegov trener in on kot svetovni prvak. Pa smo pa dobila priznanje od Društva gluhih in naglušnih Slovenije. Jaz sem tudi tamo selektor reprezentance gluhih in naglušnih. On je kot najboljši športnik v absolutni kategoriji leta za 2024 in jaz kot najboljši trener za 2024 kot njegov trener v svim panogama Društva gluhih in naglušnih. To mi priznanje zares pomeni. Dobil sem tudi to priznanje Olimpijskog mednarodnog komiteja. Jaz, da vam iskreno spet pravim, tega nisem pričakoval, ko je prišel mail, da sem se svojim rezultatima prišel v zgodovini slovenskega športa, sem se kar lahko Če ena dodatna potrditev. Razveselil, ne vem, kako bi to opisal. Bilo je čudovito. Ampak ima jedno priznanje, kad smo kot pri priznanjih, dobil sem parkrat od občine, od mestne četrti grada Krškoga, za 40 let dela in od šahovske zveze in tako naprej, tako naprej. Ampak jedno ovako najdražje priznanje mi je, ko sem eno leto bil proglašen za najboljšega trenera po izboru staršev. Sem dobil jedan kristalnega kmeta in piše na njega najboljšem trenerju. In to se vas je najbolj dotaknilo? To me gotovo dojok. Da ste v prvi vrsti človek, ne samo trener. Ampak bi se samo, če dovolite, bi se vrnil malo na ta sam dogodek, ko je Bruno postal svetovni prvak. V redu, izvolite. To je bilo v Beogradu, 13 dni je trajalo prvenstvo. Imeli smo srečo, da so odločili organizatori prvi dan, da se igra hitropotezni šah. Prvo, otvorite, vse je bilo lepo, krasno, predstavili smo Slovenijo, bil je še en fant zraven Bruna in se dogodil en incident v Beogradu pred izraelsko ambasado in so mere bile tako prestrožene, da nismo mogli niti ure, nič, ni prste, ništa nisi mogel imati, razen moglo si imeti trenerku ili dres, na kateri piše država Slovenija, mislim, država Slovenija, ili ni važno katero. Stroga pravila. Tako, stroga pravila, nisi mogel uneti ništa. In glede, da smo takrat imeli samo dve majice, verjetno nisem bil ni ja pripravljen, niti smo prvič šli na tako tekmovanje in nam je tale društvo gluhih in naglušnih dalo samo po dve take majice. Ena plava, ena zelena
in glede, da to prvenstvo traja 23, da je to polet, da so temperature 38, več tih dni je res bilo pekleno, od 34 do 38 je bilo vsak dan, smo mogla takoj se preoblačiti, ne, ono, jer moraš drugi dan opet v isti majici igrati, ne. In smo bila dol na prvenstvu in Bruno se res sjajno igral, 2 remija in 7 zmag in prvak, podelitev to, in pol smo šla hitro se preobleči, da bi šla pol na večerjo in to proslaviti. Jaz sem imel mobitel normalno v sobi in ko sem ga vklopil, to je bilo sigurno od 50, pa mora biti iz 100 sporočil, moja slika je Brunova gor, jaz sem se usedel iz joko. Mislim, to mi je ovako, čestitke, jaz ne vem, kdo sve mi ni čestito, od Šahovske zveze, prijatelja, Starih Trpov v Kolpi, Murska Sobota, Kranj, Postojna, da ne naštevamo, kdo sve, ne, prijatelji iz Krškega, znanci, kdo je javil, kdo je poslal sliku, to me više fascinira, mislim. Zanimivo je, ne, da recimo pri teh nagradah pa pri teh uspehih ne morete narediti nič sam, tako kot šahist ne more narediti nič sam. Po takšnem uspehu je vama dvema to uspelo, ne? Se pravi, v prvi vrsti se morata tudi vidva razumeti, pa torej za Brunom ste našli skupni jezik. Kaj pa vsi ostali učenci? Kako vi prepoznate šahista, ali bo rekreativec, torej izrazi on željo, da bi šel na tekmovanje, ali vi prepoznate pri posamezniku ta potencial? Vsaka stvar rabi čas. Glede, da sem jaz v tem poslu več kot 40 let, v biti od prvog dana, ko sem v Sloveniji, ampak šavski klub Krško in jaz v njem smo od 84. leta, ne. Rabiti čas, ne, in s časom se zrevati. Zato sem hvaležen, ko sem rekel staršem in okolju, in v to se učiš v druge trenere. Mi smo imeli srečo, da smo imeli tu enega velikega gospoda, pokojnega Zvonirja Mestrovića, moja Mirela imela eno vrhunskog strokovnjaka, Zlatka Bašegića, rekel sem Muzičuk in tako naprej. Tako, celo Beljavski je tu bil 6 dni, učiš od onga, od tega. In s časom se naučiš, kako testirati otroke, ne. Osebno rabim, to se lahko prepriča vsak, evo, slušalci poslušajo zdaj, ko god želi, da proba otroka, sebe, nek pride, ne rabim več kot 5 minut, da mu rečem, in da se sam prepriča, a je on za to ali ni. Zanimivo. Da se sam prepriča. Ne tega, makar nikoli, da figure ni postavil. Recimo, mene je prišla punca, bratec jo trenira in sem jo malo tako pobožal po lase, a bi igrala ti šah? Je rekla, ne bo. Rekla, aj, da ti sredstvo sem jo dajem bombonček in tam postavimo šah. Zdaj, da je vi vidite, bili fascinirani. Ona zna nekih stvari, imate ljudi, kot celo življenje igrajo, ljubiteljski šah, kavarniški šah ne znajo, daleko opozicijo, trilonguracijo, to so neke stvari, ko morajo otroci znati. Pravilo 6. vrste, od punca pa 6 let. Ne. In pol od tega lahko narediš. Rabim 5 minut, jaz sem ga osmislil kot Polgarev test, to sem najdel v knjigi Polgara. Nisem najdel, to ne piše, da je test, ampak med ostalim kako prepoznati, ne? 5555 plus en problem, taka debela knjiga in tako je bolj priporočljiva za ta male čist in med ostalim, ko sem nekaj gledal, študiral, in sad začenjam s tem, da otroka prvo, kar naučim, da pride iz kuta v kut s kraljem in pol od tam se začenja sve. Prvo z enim kmetom, z 2 kmeta stanjava, s lovcem, tekačem, damo in tako naprej in samo znanjem ga. Ko ga ti znanjem peleš, nimate problema. In sad ima još jedan, kad smo pri tem, dosta bitnu vlogu igraju starši pri tem. To je, sad že gotovo ne, včasih sem največ imel težave sa staršem. Zato, ko dostkrat se zgodi, da
starši imajo svoje načrte, kaj narediti z otrokom, kam ga usmeriti in da odločijo, kaj za njega dobro, kaj za njih ni dobro. Včasih je dobro, da odločajo, včasih pa lahko narediš škodo. Ni pa verjetno dobro, da se vtikajo v delo trenerja, ne? Absolutno. Tukaj potem ne gre. To pa- Je nek to pa- trikotnik, Ne, pa ne? to ne dovolim, jaz se ne morem vtikati, ker on nima tega nivoja znanja. Recimo. Skratka, mora biti... To malo v boljši prednosti nad ostalim športima, jer mi lahko tako strokovno pokažemo, da starši nima prav. Ampak lečenje svojih frustracij, recimo, znam primer, dolg nazaj v teh letih sem se svega nagledal, da je en otrok radi mame vpisal glasbo, treniral 2 leta Kozmeša, sve je pustil rad tega, pol je pa profesor bil predstavljen na drugi instrument, isti čas je še otrok bil predstavljen na drugi instrument. In od tega ni ploda. Otrok je preobupal, pa ni nič. Ili sem slišal, da recimo starši pritiskajo na otroke. Mi zaradi tebe nismo šla na morje, nismo šla na... To je strašno. Vse starši odločajo, ne odloča otrok od 7, 10, 12 let, kje bojo oni šli. Ne? Če se odločiš, pa mu nekaj daš, to je najboljša investicija vložiti v svojega otroka. Daleko je boljša to investicija, ne vlagati v telefone, avta, fasade. Najboljš je priznano i kod Boga i kod ljudi, kaj si naredil sa svojim otrokom. In vztrajati pa podpirati, a ne? Seveda. Ker otroci so v določenih fazah. To je naše ogledalo. Tako. Če mi uspemo, danes vzgojiti otroka je Sizifov posel. To ni lahko, ni malo lahko. Danes vzgojiti otroka je res težko. Ne? In sigurno delam ogromno na tem, da od tih ljudi naredim, od tih šahistov naredim prvo ljudi. Oni ne bojo živeli v šahu. To, da smo tako nejasni. V šahu niso denarji v nogometu in nekim drugim športom. Bodo pa razvili? Ampak masovno, sigurno od 15 šahistov, ko bo išla mene, to govorim, v ta načrtni učenje šaha, od 15 sigurno 10 bo končalo faks, ako ne več. V nogometu, da ne bi koga omejal, nisem prepričan, ne? V nekim drugim športima. Ne? Jer šah jim razvija to, kar sem rekel, od Zicledera in sve, da ne ponavljam zadeve. Ne? V glavno iščemo od njih predvsem iskrenost, poštenost, učimo jih tako in recimo pri mene ni grdih besed, ni na nivoju družini, ni na nivoju državnosti otrok, ni podrazno. To tako izkorenim in to na jako, jako lep primer. Recimo, imel sem primer, da je en otrok v moji zgodovini v 21 dni popravil 5 šusov. 5 šusov. Mama mi je rekla, ne vem, kaj da počnem. Jaz sem samo se z njim pogovoril, brez kakog pritiska, brez kakve grožnje, normalno nađeš metodi slabe točke. Gospod Ahmatovič, potem takem ste tudi psiholog na nek način, ne? Ljudi dejansko je tako, ne? Z vsakim je potrebno delati drugače. Absolutno. Recimo, če dovoliš, ima jedna ovako krasna anegdota, mala. Kom god sam povedal, su se ljudi nasmejali. Vi svaku stvar rešite z lepega, ali pa malo na trd način. Ne? I sad, da ne bom ušao i nekoga najdo, ko smo se predstavila živjeti u Leskovcu, zgradila hišu ob sami cesti, tamo je bila hiša, tik ob pločniku je. In v prvem letu su 2 fantka iz Leskovske šole hodila mimo in nam zvonila na vrata. I mi ščerke, ja, sam rekao, neč, da ne bote, Bog ne daj, pustite, bom jaz to uredio. Po par dni pa mi žena reče, dej, ona 2 skozi neki otroci tu trobijo, ne. Sam rekao, dej, manj se potrpi, ni problem. Enkrat dnevo sam pa bio noćna in sam spao tam do neke predpovdan, ustanem se in se spomnim. Sam rekao, dan si bom počakal. In smo živeli na Gornjem štoku in ta 2 otroka nekje približno okrog 12, 15, pola 1, ni bitno, potrubite dol in za normalno gledaj, da je šola dol, oni greju uz Anke Salmi cestu, nimaju kad, ne. I jaz gledam i vidim polovere, zapomnim se, užgem auto i za njima i gor pri
vrhu Leskovca hitim, parkiram se, sem rekel, zakaj vas dva mene zvonita? Ona dva, ono, ne. Sem rekel, kaj ste se ustrašili? Jaz, ko sem bil vaših let, sem delal hujše stvari, samo me niso lovili, ne. So se malo smejala, ne, so videla, da ni nič tako hudega. Rekel, gremo se zmeniti, da mi več ne trobite, jaz ne bom povedal ne ravnatelju, ne staršem. Velja, glede, da bomo soseda, pa to, ker ste tako dobra, za dobro voljo, jutri me počakajte pred nektarom, pojem sladoled dobiti. In res, drug dan jaz grem pred nektarom, počakam, veš, otroke ne smeš lagati, tukaj obljubiš, mora držati. In ona dva pridete in jaz jim kupim dva. Vse rekel, izberite se. In ona, normalno, nekaj konete boljše, jaz plačam, ne. Pred kakšna 2-3 meseca smo pila kavo sa ženom v Lilici, čarni, in reče kelnerica, plačeno je, ne. Kdo pa plača? Je rekel, on mlad gospod tam. Jaz obrnem, glede, da sem imel v šahu, prva mi je asociacija, da je neko od mladih šahistov tih mojih, ne. In je bil... Je rekel, me poznaš, ne? Je rekel, se spomniš, kdo ti je zvonil. No, se pravi, takrat ste jim dal potrebno lekcijo. Jedan primer, kako treba reševati težavo. Dobro, Hilmija, da ne bova midva predolga, da slučajno gledalci ne preklopijo, torej, da so sledili od začetka do konca. Dajva čisto na koncu še enkrat poudariti, kje vidite še kakšen napredek, torej na kakšen način bi pritegnili, da bi se šah obdržal. Vi verjetno boste na tem področju, dokler bo zdravje vam služilo, še delovali naprej, kaj ne? In kdaj je torej tisti primeren čas, da se otroka vpiše v šah? Kakršnokoli podrobnost o tem verjetno starši lahko dobijo iz prve roke, če kontaktirajo vas? Glej, srečam, šahovski klub je zdaj v zelo dobri kondiciji, bi rekel. Imamo dobra sponzora, dobra predsednika, dobre ljudi, sposobne, koji so okrog tega. Kako god da se obrnemo, tu je gospod Štajner, ali pa moja osebna številka preko šola, preko kluba, šahovski klub ima na spletni strani, najdejo vse informacije, kad god da pridejo, kad god da želijo, naj upišejo, pravi primerni čas bi idealan bio do predškolski otroci, recimo 5. razred. Što se samo tiče neke prihodnosti, sve je teže v šahu narediti neki večji pomak, jer je konkurencija na svetu stravična. Kljub temu Slovenija dela čudeže. Letos, evo, pred kratkim sem se vrnil pred slabih 10 dni iz Budvena, z Evropskog prvenstva. Slovenci su, odnesli smo 2 kolajne, jedno drugo i jedno 3. mesto. Vi imate v šahu, kad je svetovni primat v vprašanju, Ruse, Američane, Kitajce, Indijce, kot vodeče vele sile, pa se vi dokažete, plus ostatak sveta, ne. Tako da je zelo neusmiljena konkurenca, ampak spet pravim, šahovski klub zaenkrat je v zelo dobri situaciji, mislim, da bomo uspeli nadaljevati v tem smeru. Jaz zdaj sem že zelo načrtno delam nad tem, da takrat, ko se jaz povlečem, da bo imel neko nadaljevati in uvajam te mlade šahiste, ko jih jaz treniram, da oni trenirajo mladino. Tu je tudi Štanjer, ko je uveljavljen trener, koji sigurno ne bo dovolil, da klub kar tako naenkrat se zapre ali padne v nižje. Mi v tem trenutku imamo ženske mladince in mladinke v najjačnem elitnem razredu na državni ravni. Šahisti so v 1. ligi in to v samem vrhu. V smat sreće bi mogli biti čisto komoti prvi, da bi šli i oni u državni ligi, ampak nismo se preforsirali, da se mi ne skrbimo za neke velemajstore iz nekih tam od drugot, nego su to nosilci igre, vse su naši učenci koje smo mi uzgojili, na što sam ponosan. Rečem, nisam u tem samo ja, nego to delo mnogih ljudi kroz zgodovinu krškog šaha. Naredil bom sve, da stvorimo pedagoge, kateri bojo nadaljevali ta pot. Mislim, da je ta pot i humana, ne samo športna. Lep je občutek, kad vi, recimo, kad vi
stvoriti od tega otroka, kad se rodijo in kad su prve dijagnoze da mu manjka ovo ili ono, onda vidite kakav je to šok i zaskrbljenost za starše. Pol pa se pojavi šah, danas je medicina napredovala, da večina tih otrok posebej, recimo, ko imajo težave sa sluhom, imajo take usadke, recimo, evo, najrajše uporabim Bruna, to je jedan krasan dečko, izjemno lepo vaspitan, koji je jedan od najboljših učencov osnovne škole Jurij Dalmatin, da je u gimnaziji, ima velike načrte da bude znanstvenik, da recimo čudovito je, ne, to, lepi občutek, danes su taki usadki da on sploh ne jecla, on lepo čisto govori, marsikdo niti sploh ne ve, da on ima težave. Recimo sad smo bili na Evropskom prvenstvu in me ena mama praša, a je res da Bruno ne sliši? Pa je nisam vedela, ali je njena ščerka je njegova generacija letima in letima skupaj, ne. In srečom medicina je toliko napredovala, da to dobro. I rečem spet, da šah je sigurno področje, da jedno lepo zavrtišče, šport nije ništa drugo nego podaljšana roko vzgoje. I preporučam svim staršim, da umaknejo otroke s ceste, da umaknejo slabe družbe, šport je lek. In nikoli ta denar, ko ga daju za njega, pa v šahu su mali denari, pa tudi v druge športe. Jaz ne apeliram daleč od tega, da dajte vi v šah otroke, nego dajte ih bilo kam. A sami nek presodijo. Danas, hvala Bogu, moram pohvaliti Športnu zvezu Krško, imajo na začetku šole, svakoga šolskoga leta, teden športa, to je 4 dni. Ko se spoznavajo z različnimi. Se otroci animirajo. In takrat bi bilo izjemno koristno, evo, apeliram i na Športnu zvezu, i na starše, i na šole, da su takrat zraven starši. Jer ne more, otroci v prvem razredu težko bojo odločili tisto, kaj je njemu všeč in tisto, kaj je za njih res dobro. Če bi bili starši zraven, bi daleč bio bolji efekt. Ni isto, če en otrok vidi 8, 10, 15 predstav, od lutkovnih do ne znam ti misleni, in da ne bi spet koga užalo, nego da se vzamejo čas, da so zraven otrok. Če bi bili starši zraven, bi bil daleč večji efekt. V redu, gospod Ahmatovič, tako bom rekla, ne? Hvala vam za tale obširni pogovor. Midva bi lahko kramljala še kar nekaj časa, veliko je še zapovedati. Bom rekla, morda pa ste gledalce s tole oddajo navdihnili, da spet sežejo po šahovnici, eni rekreativno, tisti mlajši pa morda čez čas tudi v tekmovalnem smislu. Še enkrat iskrene čestitke za vse doseženo, za vso to prehvojeno pot, za vse, kar dajete našemu podmladku, predvsem ne samo iz strani šaha, tudi življenjske lekcije. In resnično vam privoščim in želim vse dobro. Vama tudi hvala vaši hiši, da me povabila. Moram sad malo izpanuti iz ukusa finoga gospoda, včasih je potrebno. Tudi duhovniki reču, če nekaj narediš, naj niko ne ve. Danes živimo v času, ko se reklamirajo razni prevaranti, odvetniki, ki branijo in ne znam ti, na naslovnih stranicama so ljudi, ko su 500 ljudi ali 500 družini zavili v črno bršikta i su već na naslovnim stranima rekao nego Kozmos koji je bio olimpijski svetovni prvak. I danas je čas da rabite ispostavljati pozitivne stvari. Na to sam mislio da in to treba objavljati. Nažalost, recimo, ali ne znamo ceniti, to ne znam da razložim. Bruno Glas je bio svetovni prvak, a ga je kdo vidio na kakim časopisnim općine Krško. Niste ga vidjeli. Ja sam dobio olimpijskog komiteta priznanje. Dok su recimo iz Ljubljane prišle tle 3 ekipe, televizijske ekipe su 3 ekipe prišle tu, 2 su po 5 ur posnemale. Ali šah nije nikom zanimljiv. Ne govorim to radi sebe, res ne rabim reklame. Jaz sam srećan čovjek z družino in svekakor s prijateljima, da jutar neham šah igrati. In se to spakiram, jaz sam svoje naredio. Ampak treba o tim stvarima govoriti.
Za tiste, ki prihajajo za nami. Zbog drugih generacij mora biti objava tega članka, če rešiti neki drugi otroke iz avtizma, iz nekih drugih motnj, jer šah je idealno, da ga res Bog uzme nešto na enem koncu, pa da mora biti na drugem 3-krat več. Jer se to neko prepozna, neko ne prepozna. O tem, na to. Vama še enkrat hvala, hvala gledalcem, upam, da nisem koga prizadeval bilo kako, da se našel. Jaz mislim, da ne, tole je bil prav iskren pogovor, takole, kot da sva na kavi in bova rekla čisto za konec šahmatne. Srečno še enkrat in hvala za tale pogovor, vam pa hvala, ker ste bili z nami. Torej, če se odločite tudi vi, da morda se preizkusite v igri šaha, v miselni igri, dajte kontaktirati gospoda Ahmatoviča, kajti on je ta oseba, ki vam bo z veseljem stal ob strani in vam pomagal na tej poti. Srečno in hvala, se vidimo.